Hočem nekako ozaveščati gledalca mojih slik, da nisem estetska, ni samo opazovanje, gledanje mojih slik, da niso samo rože gor oziroma gobe, ampak da probamo eno drugo noto zajeti v to, se pravi tudi to ozaveščanje za prihodnost, za hrano, ki jo ne bo dovolj. Ja, prihodnost ni najbolj rožnata, ampak še zmeraj imamo to možnost, da jo skupaj spreminjamo, da se tega zavedamo, da se ozaveščamo, kaj bo, kako bo. Zdaj vremenske spremembe, podnebne spremembe niso naklonjene nam, ampak nekaj lahko še zmeraj naredimo, da se odločimo za prave semena, ki bomo sadili, kje bomo sadili in kako bomo to konzervirali hrano. Predvsem pa, da spremenimo ta odnos do hrane, ki ga imamo zdaj. Še zmeraj je hrana pristane v bistvu čisto uporabna, užitna, pristane v smetnjakih in tako naprej. Jaz se zavedam na nekih masovnih, množic ne moram spreminjati njihovo razmišljanje, ampak že če enega posameznika spremeniš, da začne drugače razmišljati, zdaj, a je to znanstvenik, ali je gospodarstvenik, ali pa čist navaden konzument, se mi zdi, da je že en mali košček, pol je tako kot domine, no, lahko pol on pove naprej idejo in svoje razmišljanje in se to začne spreminjati. V slikarstvo Barbare Kastelic lahko vstopamo na dveh nivojih. En nivo je vsebinski, drugi nivo pa je barvni oziroma strukturni ali kompozicijski. Če pogledamo recimo najprej barvni nivo oziroma strukturni nivo, kompozicijski nivo, so v ospredju, v fokusu, v najbolj približane možnosti kadra seveda cvetovi ali rastline, ki jih je avtorica izbrala. Ozadje pa je prepleteno ali skoraj še bolj približano mikroskopsko kot če bi gledali skozi mikroskop, a vendar povečano. Namreč tisto, kar je v ospredju kot cvet, je v ozadju struktura ali same rastline, cveta ali pa lista. Tako da dobimo neko povezavo in hkrati dvojnost. Dvojnost v smislu prvega plana, ki je živahen, močan, in dvojnost v smislu drugega plana, ki je struktura oziroma mikroskopska povečava te strukture. In seveda same rastline pa so živahne, so polne življenja, a po drugi strani prinašajo v sebi določene pasti, recimo v smislu tanatosa. Namreč ni vse tisto, kar je lepo, tudi užitno, namreč ravno z užitnostjo, ravno z preživetjem, z razmišljanjem, kaj bomo jedli v bodoče, kako se bomo v bodoče obnašali v realnem življenju, avtorica v svojem slikarskem opusu vedno znova poudarja, razmišlja in likovno obogati, likovno upodobi. Še dlje, če gremo, razmišlja še dalje, struktura pa življenje temelji na glivah. Gobe so vrsta gliv. Gobe kot motiv, ki je dostikrat upodobljen v njenem slikarstvu. Hkrati pa te glive v svoji moči ponazarjajo samo življenje. Nekje sem recimo slišal, da vse to, kar je živega, tudi mi sami, vsa živa bitja so v bistvu proizvodi treh elementov, to so glive, virusi in bakterije. V jubilejno 10. leto aktivnega delovanja Generali galerije vstopamo z mislijo na prihodnost. Kot odgovorna zavarovalnica, vlagatelj, delodajalec in nenazadnje kot odgovorni posamezniki si prizadevamo za trajnostni razvoj. In njegov pomemben del je tudi podpora slovenskim umetnikom in umetnosti. V letošnjem programu dajemo priložnost avtorjem, ki s svojimi deli ozaveščajo o pomenu trajnosti za našo prihodnost. Priložnost mlajšim avtorjem, skratka tistim, ki si tako kot zavarovalnica na svoj edinstven način prizadevajo za odgovorno prihodnost. Vabljeni v Generali galerijo.